Nova javna najemna stanovanja se nahajajo v 18 objektih v soseski Novo Brdo v Ljubljani. V podzemnih garažah pod objekti se nahaja še 522 parkirnih mest. Na razpis za najem teh 473 stanovanj se lahko za razliko od občinskih razpisov, kjer se lahko prijavijo le občani določene občine, prijavijo prav vsi državljani. V osnovi naj bi imele prednost vse ranljive skupine, to se pravi iz vseh mogočih vidikov ranljive. Po drugi strani pa seveda so prednostne kategorije mlade družine, mladi do 35 let, za oskrbovana stanovanja, ki jih pa tudi v vseh naših soseskah gradimo, pa starejši od 65 let. V soseski Novo Brdo je zgrajenih tudi 25 oskrbovanih stanovanj, ki bodo predmet posebnega razpisa. Stanovanjski sklad Republike Slovenije pri vseh svojih nepremičninskih projektih snuje vsaj 10 stanovanj, ki so prilagojena gibalno oviranim ljudem. Vendar mnoge skrbi, da si tudi neprofitnega stanovanja ne bodo mogli privoščiti. Saj se bo do aprila naslednje leto višina najemnine postopoma dvignila za 30%. To pomeni, da pa seveda za tiste, za najbolj ranljive, pa se ne bojo dvignile nič, ker bo subvencija toliko višja. Hkrati se je pa zvišala tudi omejitev za subvencijo. Se pravi, prej je bilo 80%, zdaj 85%, kar pomeni, da tisti, ki so najbolj ogroženi, do 85% najemnine lahko dobijo v obliki subvencije najemnine. Neprofitna najemnina se bo za eno povprečno stanovanje, veliko 55 kvadratnih metrov, iz 214 evrov do aprila 2023 zvišala na 285 evrov na mesec. Vendar je to še vedno veliko manj, kot pa znaša najemnina za stanovanja na odprtem trgu. Na našem največjem nepremičninskem portalu povprečna tržna cena najema nepremičnine v Ljubljani, velike med 30 in 70 kvadratnimi metri, znaša 650 evrov na mesec. V Mariboru boste za najemnino podobnega stanovanja odšteli 382 evrov. Veliko mladih si zaradi tako visokih najemnin ne more privoščiti svojega stanovanja in zato ostajajo doma. Emina Gazibera, ki si kruh služi s študentskim delom kot televizijska snemalka in montažerka, se je kljub temu odločila, da gre na svoje. Zakaj sem šla v najem? Hotela sem biti malo bolj samostojna in sem se pač odločila, da želim živeti sama, brez staršev. Odločila sem se pa, da bi mogoče delila stanovanje ravno zaradi tega, ker so pol tudi stroški malo manjši. Tudi najemnina se zdi kar naenkrat malo nižja. Na srečo imava vsaka svojo sobo, sem še zmeri pa pač deliva ostale dele v stanovanju. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v zadnjih 6 letih število stanovanj, ki jih ima v upravljanju, več kot podvojil. Zdaj jih je 7000. V gradnji je še 2077 stanovanj po vsej Sloveniji. Naša država več kot 2 desetletji ni nič naredila za rešitev stanovanjskih težav ljudi, ki si nakupa lastnega stanovanja niti v sanjah ne morejo privoščiti. Zato je pospešena gradnja najemnih stanovanj stanovanjskega sklada dobrodošla. Ta gradnja najemnih stanovanj ne bo imela bistvenega vpliva na cene nepremičnin, bo pa lahko imela vpliv na najemnine. To pa pa bistveno lažje bo oziroma olajšala bo dostop do stanovanj najemnih tistim, ki jih rabijo. Mi imamo zdaj približno 100 stanovanj po celi Sloveniji vsak mesec v ponudbi za najem.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije zaključuje tudi gradnjo večje soseske pod Pekarco gorco v Mariboru, kjer bo na voljo 400 javnih najemnih stanovanj. Otvoritev prvega dela bo marca. To bo največji projekt sklada v letošnjem letu. V Ljubljanskem Podotiku pa bo prva faza 400 stanovanj končana čez 2 leti. Mogoče bodo z novo ponudbo stanovanj vplivali tudi na zasebne vlagatelje. Dejstvo je, da zasebni investitorji zdaj ne gradijo za nizkocenovna oziroma cenovno dostopna stanovanja, ker se jim to ne splača, ker ni nobenega dobička v tem, ker ni tudi trg ni stabilen, nobene motivacije ni, da bi država jim olajšala to v bistvu ali pa jih spodbudila k vlaganju. Tako da zaenkrat gradijo samo to, kar se v bistvu potem uporablja kot naložba. Računamo, to pa nekako apeliramo na občine, da bodo v bodočnosti pri večjih stanovanjskih projektih na aktualnih zemljiščih, da bodo v pogoje gradnje za privatne investitorje tudi nekako vključili, da mora biti del teh stanovanj namenjen za dostopne najemnine, kar je praksa v tujini, marsikje. Naš občutek je, da bo treba za neko resno stanovanjsko politiko zagotoviti en stabilen vir financiranja. In stanovanjska gradnja bi morala imeti določen del proračunskega denarja fiksnega, se pravi, da vsako leto gre v gradnjo stanovanj. Le tako bi se lahko zgradilo več stanovanj in začelo reševati perečo stanovanjsko politiko v naši državi. Ne glede na to, ali gre za najem ali nakup nepremičnine.